Zato na tem mestu sprašujem, zakaj ste kršili 66. člen Poslovnika Državnega zbora, kajti predlagatelj lahko poda, ni pa potrebno, da poda dodatno obrazložitev, in kakšna je bila ta zadržanost predsednika vlade, da smo torej morali poslanci čakati predsednika vlade in ne, da predsednik vlade v bistvu se prilagodi Državnemu zboru. Po prvem odstavku 73. člena predsedujoči lahko med sejo prekine delo Državnega zbora in določi, kdaj se bo nadaljevalo. Ni potrebno dajati nobene obrazložitve. V tem primeru vam bom povedala, da je prišlo do nepredvidenega, nepričakovanega zadržka, o katerem smo bili obveščeni, preden se je seja začela. V primeru, ki ste ga izpostavili, je bilo enkrat na eni od prejšnjih sej, ko je ministrica za pravosodje res prišla nekoliko pozneje, ampak tega ni sporočila, tako da seveda zato nismo mogli vedeti. Glede tega nepredvidenega, nepričakovanega zadržka jaz seveda ne bom nič rekla in je tudi prav, da nihče o tem nič ne reče. Ja, je prav, dragi moji, in to se boste morali navaditi. In če bom prekinila sejo, jo bom prekinila tudi brez obrazložitve, ker se seja včasih prekine tudi zaradi nemira in neprimernih besed, ki letijo v Državnem zboru. In zdaj bomo začeli. Jaz predsedujem trenutno tej seji. Ja, res je, ni nujno, da poda predlagatelj obrazložitev, ampak jaz sem se odločila, da bo predlagatelj podal to obrazložitev, in ker je predlagatelj ustrezno tudi skomuniciral svoj zadržek, sem se odločila, kar imam možnost, prekiniti sejo. In sem jo tudi prekinila. In toliko je zdaj zadost in gremo naprej. Hvala lepa, ne bom dovolila več postopkovnih. Hvala, spoštovana predsednica, poslanke in poslanci. Hvala tudi zato, ker ste mi dovolili, da podam dodatno obrazložitev, ker menim, da je imenovanje notranjega ministra v tej državi. Mir, prosim, v dvorani. Hvala lepa, gospa Godec, vse ste povedali. Prosim, nadaljujte, gospod predsednik. Hvala, ker ste ostali v dvorani in boste poslušali dodatno obrazložitev in ker jo boste poslušali v miru in kulturno, kot to znate. Prosim, če prekinete čas predsedniku vlade. Zdaj pa tisti, ki se želi še oglašati, naj prosim zapusti dvorano, da bo lahko predsednik vlade nadaljeval. Ne bom pustila več vaših proceduralnih. Hvala lepa. Skratka, poslanke in poslanci, hvala za to priložnost, da lahko v miru predstavim kulturno, tako kot se pritiče v novih časih, predstavitev kandidata za notranjega ministra. Ta funkcija je tako pomembna, hvala za mir v dvorani, da si zasluži dodatno obrazložitev. Gospod Boštjan Poklukar je v javni upravi zaposlen, v Slovenski vojski zaposlen vse od leta 1991. Kot veteran vojne za Slovenijo, ki jo nekateri tako cenijo, dokler ji ne obrnejo hrbet, je prejel množico medalj. Pa vendar to ni dovolj za vse, da bi poslušali o njegovih zaslugah za slovensko osamosvojitev. Potem je bil zaposlen v vojski od leta 1991 dalje, delal je v vseh različnih možnih stebrih zaščite, reševanja, vojske in policije. Brez policije.